Prometne ulice so danes namesto avtomobilov zasedle pisane konjske vprege in izkušeni konjeniki. To je Suza in jo bom sem jo pripeljal zato, da bom lahko še več jahal, pa da bo zdrava pa srečna. Legenda pravi, da so po blagoslovu konji mirni, močni, zdravi ter v veselje pri ježi in v pomoč na kmetiji. Konji so včasih lastniku pomenili preživetje, danes pa jih imamo za sprostitev in rekreacijo. Čofi, Johnny, gremo? A brez konjeniških znanj očitno tudi blagoslov ne pomaga, saj so konji znani po svoji trmi in samovolji. To je kasač, pa ga umerjam še žrebec, tako zelo živo, ampak se lepo pogovarjam z njim, pa tako da je razumem. Poslušnost je včasih povezana tudi z malce potuhe. Na, korenčka, na. Poslandek bi prav prišel tudi za Čofija in Johnnyja, morda bi bila tako naša vožnja mirnejša. Času primerno je božični modi podlegla tudi žrebica Rita. In mislite, da bi bila tudi tako dobra božičkova pomočnica kot jelenčki? Ja, pridna. Uboga. Pridni in ubogljivi konji so navduševali predvsem najmlajše. Zakaj so ti pa všeč konji? Zaradi tega, ker ga lahko jahaš. Mi smo tlele sosedi, pa treba malo zaradi otrok prideti pa vse skupaj, da vidimo, kako izgleda. Starejši domačini pa niso prišli zaradi radovednosti, temveč zaradi stare tradicije, ki jo je v slavi Vojvodine Kranjske opisoval Živalvazor. Če kojna ni bilo nič, ni bila ne njiva zarane, ni bilo povlečene in ni bilo hrane. Če so konji zdravi, je tudi gospodar srečen. Če se je v jutranjih urah blagoslavljalo sveto vodo, se je ta čez dan vedno bolj spreminjala v vino. Na Štefano!